in the jungle, he's the king. He's the king! Kimba, the white lion. That's me! Kimba, the white lion. He's my pal! Kimba, the white lion. Kako mirna je danes džungla. Vse je tako, kot je bilo včasih, ko je bil živ še stari krempelj. Tudi tedaj so ob reki živeli ljudje. Človek je v džunglo prinesel same skrbi. Odkud prihaja ta zvok? Lepo je slišati. Vse, kar naredijo, je, da pihnejo v bambus in... Ali oni znajo rjoveti in rečati kakor mi? Ne! Oni ne spadajo v džunglo. Glej, jaz lahko. Kaj delaš? Ti si žival. Zakaj bi oponašal ljudi? Lahko se kaj naučimo od njih. Nikoli! Daj no, Nosko, Kimba je morda res še mlad, toda on je krempljev sin, morali bi ga poslušati. Kar poslušaj ga, če želiš, Daniel Babun. Karkoli naredi, ne more me spremeniti. Sovražim ljudi. Opa! Zdravo, Tina. Si presenečena, ker me vidiš? Vas poznam? Je to, kar nosite, maska? Ne šali se, to sem vendar jaz, Maja. Pravkar sem se vrnila. Me ne spoznaš? Kaj je, Maja? Spet grozne sanje. Ja. Maja! Maja! Kam greš? Noč je zelo temna. Ne zmorem več, kdaj se bomo vrnili domov? Draga, lahko smo srečni, da smo živi. Pravi čudež je, da smo preživeli strmoglavljenje letala, na to nevihto in neskončno tavanje po džungli. Poglej, divje zveri nas še niso pojedle in tudi ljudožerska plemena nas niso napadla. Mogoče smo izgubljeni, vendar imamo ogenj in drug drugega. Stvari bi bile lahko še slabše, moraš priznati. Še slabše, Maja, razumeš? Lahko bi bilo slabše, lahko bi bilo slabše. To vse, kar znaš povedati. Lahko bi bilo tudi bolje. Prosim te, Maja, prepričan sem, da nas nekdo išče in nas bo rešil. Ti srečnež lahko ostaneš tukaj in počakaš rešitelje. Jaz grem iskat pot domov. Ne, Maja, Maja, počakaj. Lahko zaideta v težave. Čakaj. Nisem tako nemočna. Ne, stoj! Ta neumna žival me je napadla. Ta mali levček. Daj, Maja, zdi se ti še bolj grozen, kot je. O, Tini. Žal mi je, draga. To je zato, ker so oba utrujena. Pridi, vrniva se in malo zaspiva. Zjutraj bova našla kakšno rešitev. Ni čudno, da ste kače na tako slabem glasu, ko vedno strašite ljudi. Ko bi znal govoriti, bi jima povedal, da sem hotel pomagati. Torej, kaj misliš? Kaj pa je to? Kaj ni lep? To je klobuk. Ljudje mislijo, da je njihova pamet grozno pomembna, zato jo vedno zaščitijo pred soncem in dežjem. Vem, da se sliši čudno, a nikamor ne gredo brez klobuka. Ga lahko vidim, ha? Smem? Ne, to je moje. Ujemite ga!
da ne padeš. Hej, to ni smešno, čemu se smejita? Klobuk, kaj je to? Nikoli ga ne bi dal na glavo. Vi dva nočete klobuka? Ne. Pokrivalo. To pomeni, da so tukaj ljudje. Ej, klobuk ti bom vrnila, če izvem, čigav je. Peli me tja, kjer si ga našla. In to hitro, hitro. Sprašujem se, če me je razumela. Kaj? Nihče ni omenil počitka in požirka vode. In zdaj mi pokaži, kje si našla klobuk, ti neumna. Desno nogo ima zlomljeno. Lahko zdravimo, Daniel. Brez vseh 4 nog so žirafe nemočne. Prepričan sem, da ji lahko pomagamo. Ne moremo spremeniti zakonov džungle. Nekaterim stvarem enostavno ni pomoči, Kimba. Si ga našla, mama? Tukaj je. Kaj ni lep? Da, zelo je lep, draga. Ne. A vidiš, da se je splečalo? Da vdihni. Ah. Zakonom džungle ali brez njega. Mogoče le obstaja način, kako ji lahko pomagamo. Povem ti, ljudje so blizu. Zakaj nisi prinesla klobuka s seboj? Veter ga je odpihnil. Gotovo je tukaj že več let. Zjutraj bova pogledala, kaj se dogaja. Kaj pa ljudje? Lahko bi nam pomagali, kaj ne? Saj ne znajo delati čudežev. Ni pomoči. Torej, vi bi kar tako odnehali. Tako mi to sprejemamo, Kimba. Jaz pa tega ne sprejmem in nekaj bom ukrenil. Kako boš prosil ljudi? Pomisli, kaj se je zgodilo zadnjič. To ni pomembno, nekaj moram storiti. Za njim, to moram videti! Odšli so. Nenadoma se je zmračilo. Zdi se mi, da slišim nekoga. Je kdo tukaj? Kaj? Žensko bitje je vpleteno v to? A slišite? Ti zaljubljeni ljudje so krivi, da si je zlomila nogo. Opozoril sem vas. Ljudje potrebujejo lekcijo. Ali pa bodo še drugi prišli sem. Kaj ni res, Daniel? Ja, vendar je... Našli jih bomo v tej stari pečini. Pohitimo, preden pobegnejo. Strašno me boli noga. Oh, ti ljudje, kjerkoli se pojavijo, povzročajo same nevšečnosti. Kaj je, Nosko? Kaj se dogaja? Maščevat se gremo. Maščevat? Zakaj? Z žirafino zlomljeno nogo. Stoj! Kako veš, da so oni krivi? Žirafa nam je povedala, umakni se ali pa bom. Ne bom se umaknil. Kaj? Ljudje so njeno edino upanje. Ne morem jih prositi za pomoč, če jih boste napadli. Kimba ima prav! Vragu! Ljudem verjamete, popolnoma ste znoreli. Sedaj pa se umakni, sicer vas pohodim. Ne! V redu, sam si hotel. Klasični dvoboj težke kategorije! Stavim note, Kimba! Daj! Zadnja šansa, junior. Nisem imel namena pokvariti zabave. Bolje, da se umakneš, preden te zmeljem. V redu, poslušajte me, pa boste prihranila veliko časa. Napad je zaenkrat prestavljen. A to ničesar ne spremeni. Jaz še vedno sovražim ljudi.
Ustavil si nosoroga? To je velik podvig za tako majhno živalico. Kdo zna, pa zna. Kaj si jim rekel? Kaj si rekel, nosku? Rekel sem mu, da bo most poskrbel za te ljudi. Misliš na stari most? Ja, vas je trgal samo en korak in s Bogom ljudje. Ta potrtija je stara in se komaj drži. Če nekdo, ki je težji od mene, poskuša prečkati most, bo končal na dnu prepada. Saj to je grozno, moram jo posvariti. Počakajte! Počakajte me! Sled je še sveža. Imela si prav, ljudje so blizu. Pohitiva, Timi, če bova imela srečo, bova prišla do vasi. Timi, pazi! Hej, umakni se z moje noge, mladenič, kaj ti je? Kot bi hotel reči, naj se vrneva. Žal mi je. Ostal bi s teboj, to da vrniti se moram domov. Ne razume me, sploh me ne razume. Vrni se! Vrni se! Timi, greva. Timi! Deci! Timi! Timi, kje si? Timi! Timi. Zdaj sem ostala čisto sama sredi te grozne džungle. O, Timi. Vse v redu. Vidim njene stvari. Verjetno misli, da sem mrtev. Smešno. Toda prepričan sem, da sem slišal njen glas. Ja, slišal sem, kako me nekdo kliče. Spominjam se. Tam gor na mostu, ali je... Timi. Se mi meša. Si ti čisto zares izgovoril moje ime, ali pa sem še vedno v šoku? Če res znaš govoriti, daj ponovi še enkrat. Timi. Ne morem verjeti. Timi. Sedaj razumem. Ves čas si naj opozarjal na nevarnost. Naredil bi vse, da bi naj jo rešil. Kimba. Timi. Kimba? Si to ti? Je to tvoje ime, kaj ne? Kimba. Torej, Kimba, mi dva sva sedaj prijatelja, razumeš? Kimba, Timi, prijatelja. Kakšen teden bo trajalo, da se noga pozdravi, potem bo lahko stala. Teden? Kaj je to? To je čas, v katerem gremo 7-krat spat in se 7-krat zjutraj prebudimo. Do tedaj pa postavi stražo, da jo bo varovala pred sovražniki. Je že kdo slišal dobre novice? Kimba, bo vse v redu? Žirafa bo ozdravela. Nikoli ne bi verjela, to je kot čudež. Poslušajmo, Kimba! Kimba, nauči me človeškega jezika, da se jim bom zahvalila, ker so rešili mojega otroka. Ja, tudi jaz bi se rad naučil nekaj besed. Torej si spremenil svoje mišljenje, Daniel. Kimba, tokrat si imel prav. Čeprav ljudje niso popolni, se od njih lahko naučimo nekaj stvari, ki nam tu v džungli lahko izboljšajo življenje. Takšna priložnost je redka in zato bi bilo neumno, če jo zamudimo. Organizirali bomo tečaj človeškega jezika. Odprli bomo šolo, kjer se bomo učili o ljudeh. Šola za učenje človeškega jezika, kdo to potrebuje? Tu. Tu. Jaz ga že znam. Koko želi piškot? Koko želi
želi piškot. Ni slabo, a? Koko ima zelo rad piškot. Koko, dobro jutro. A, Mislim, da bi bilo najbolje, da se tudi ti še učiš. Znaš bolj slabo. Koko želi piškot, ne zveni tako slabo. Toda to ne pomeni veliko. Vem, da ne, nekaj pa le je. Zanima me, kje so ostali. Pusti je še. Ej, kam si šla, Koko? Končno smo se naspali. Kaj vam je, ste pozabili? Danes bomo pričeli z učenjem človeškega jezika. Ne vali krivde nanje, napaka je moja, res. Ti mi je rekel, da se noga ne bo pozdravila do konca tedna. Teden pa pomeni iti spat in zbuditi se 7-krat, kaj ni tako? Spali smo in prejšnjo noč smo se 5-tič zbudili, še 2-krat in teden bo končan. Težko je zaspat, ko nisi zaspan. Teden pomeni več kot samo iti spat 7-krat. Teden pomeni, da mora miniti 7 noči. To bi vam lahko povedala jaz. Prebudite se, gospa Sova. Gospa Sova, hej, zbudite se. Izgubi se, ne vidiš, da spimo. Točno, naš dan je za vas noč, kaj ne? Kaj menite o majhni pomoči? Hej, žirafa! Tukaj si lami. Vidim, da se izogibaš pouku. Kaj je s teboj? Kaj počnejo sove na tvoji Pomiri glavi? se, pomiri in poslušaj. To, kar je za nas dan, je za sove noč, kaj ne? Tu sta torej 2 noči v enem dnevu in tako bo teden minil 2-krat hitreje. Sklenitev prijateljstva z ljudmi je ogabno. Smo mi divje živali ali prilizdenci. Džungla je naša. Napad! Pazite vsi, pazite! Koko, lami, kaj pomeni ta hrup? Morali bi imeti pouk, ste pozabili? A slišiš, da so roki prihajajo? Vsi ostanite tukaj in ne bežite v džunglo. In kaj boš storil ti? Skrajni čas je, da nekdo pokaže tem bikom, da ne spadajo v džunglo. Mogoče je res majhen, toda zelo je hraber, pravi krempljev sin. Ne morem biti bolj ponosen nanj, kot sem. Je čas za bežanje? Ne, rekel nam je, naj ostanemo in ostali bomo. Jaz grem z njim. Čakaj, ubogat moramo njegov ukaz in ostati tukaj. Kimba želi to opraviti. Vidiš, kaj se zgodi, če hitiš v slepi jezi, Nosko? Vse si uničil. V redu, zmagal si, tudi jaz bom še naprej sovražil ljudi. Timi, mislim, da se moraš vrniti domov. Verjetno pogrešaš ljudi. Kimba, res si želim domov. Samo nase mislimo. Kar pozabili smo, kako osamljen si tukaj v džungli. Zdaj greš lahko domov. Hvala ti za vse, kar smo se naučili od tebe, Timi. Hvala, prijatelj. Tudi ti si me veliko naučil. Ljudje in živali lahko srečno živijo skupaj. In zdaj, ko vem, da opice lahko ponovno zgradijo most, bi še malo ostal tukaj, seveda, če ti je prav. Ste slišali? Vrnite se sem! Timi ostaja! Hej, bi se kdo od vas želel naučiti igrati na flavto?
wants his jungle friends to get along. 'Cause he's Kimba, the white lion, and he's not afraid of anything. Kimba, the white lion, he's the bravest in the jungle.